V okviru projekta Občina po meri invalidov, s katerim je na pobudo Območnega društva invalidov Dravinjske doline v letu 2010 pričela Občina Slovenske Konjice, je 22. septembra 2011 v dvorani Konjičanka potekal pogovor oziroma razprava invalidskih organizacij z mediji. Na kakšen način okrepiti sodelovanje z njimi s sledenjem glavnega cilja osveščati in informirati vse občane. In zopet bom pri tej konvenciji o pravicah invalidov, ki je bila ratificirana. In 21. člen govori o svobodi izražanja in mnenja ter dostop do informacij. Mislim, da smo se danes tukaj sestali tudi in predvsem zaradi tega, da poudarim pravico invalidov, kakršnikoli že je, do informiranja. Na tem področju je še premalo narejenega. In če mislim konkretno, ali imamo dovolj informiranja za slepe, slabovidne, ko je torej potrebno informacije na svoj način takšni osebi dati, da jo dobi. Veliko je že bilo narejenega za gluhoneme v Slovenskih Konjicah, verjetno pa še premalo. In zaradi tega danes že vnaprej tudi želim, da bodo predstavniki društva povedali, kje vse in na kak način potrebujejo informacije, da bodo lahko z njimi enakovredno z drugimi osebami razpolagali. Imamo osebe z motnjami v duševnem razvoju. Teh je v naših 3 občinah Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče 75. Tudi za njih je potrebno razmisliti, kako podati informacijo v lahko berljivi tehniki, kolikor je ta možna, da je sposoben branja oziroma ustno podajanje v takšni razumljivi obliki. In po vsem tem in še marsičem naj danes steče beseda, zato da bomo mi, ki smo že ustvarili akcijski načrt z nosilci in nalogami, ki jih ima in roki, lahko tega seveda tudi dopolnili. To je živa materija, ki ne sme ostati na papirju in se mora sprovajati v praksi. Zato, da bomo na koncu vendarle lahko vsi začutili, da smo nekaj naredili za invalide, ker je to njihova pravica. Hvala lepa. Pogovor je potekal pod okriljem Občine Slovenske Konjice in Svetom za invalide. V sodobni družbi je v vse hitrejšem tempu ključnega pomena pravočasno obveščanje in informiranje. Dejstvo je, da živimo v informacijsko zelo razviti družbi, ki v večji meri poteka preko svetovnega spleta in mu je naklonjeno predvsem mlajše prebivalstvo, hkrati pa se mnogokrat pozablja na standardne oblike informiranja preko klasičnih medijev, kot sta to časopis in radio. Vsi občani si želijo kvalitetnega bivanja. Odzivati se je potrebno na interese vseh občanov, pri čemer je potrebno upoštevati različnost potreb in možnosti in predvsem upoštevanje oseb s posebnimi potrebami, ki večkrat naletijo na mnoge ovire, tako komunikacijske kot ostale tehnične narave.